Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Gospod vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, častna enota Slovenske vojske je postrojena v vašo čast in pripravljena za pregled. Poroča podpolkovnik Razor. Spoštovani poveljnik poveljstva sil Slovenske vojske, spoštovani gospod državni sekretar, spoštovane poveljnice in poveljniki, častnice, častniki, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, svojci današnjih odlikovancev, nagrajencev, tistih, ki so končali šolanje, spoštovani gospe in gospodje, vsem lep pozdrav. Potem, ko ste bili slušatelji 9. generacije generalštabnega šolanja uspešni v vaši dosedanji vojaški karieri, ste bili določeni, da boste med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje za nadaljnje profesionalno delo in pot na najvišjih dolžnostih v Slovenski vojski. Zato ste v zadnjem letu obiskovali in končali generalštabno šolanje. Nekateri izmed vas ste študij zaključili tudi na uglednih vojaških šolah v Združenih državah Amerike, v Združenem kraljestvu in Republiki Hrvaški. V kratkem boste prevzeli nove odgovorne dolžnosti. Vsem izrekam priznanje, čestitam za dosežene rezultate in vam želim veliko uspehov pri vašem delu, pa tudi osebno zadoščenje. Pridobili ste dodatna znanja, vendar vaše učenje in usposabljanje v času kariere ne bo nikoli končano. Verjamem, da boste sedanja in bodoča znanja uspešno uporabili pri vodenju enot in poveljstev ter opravljanju drugih visokih dolžnosti v Slovenski vojski in zavezništvu. Vaše znanje, sedanje in prihodnje izkušnje boste potrebovali pri sprejemanju pomembnih odločitev. Te pomenijo, še posebej v najzahtevnejših razmerah, zmago ali poraz, ne le vaš osebni, lahko tudi naš skupni. O pomembnih kompetencah mora biti vaše vodilo, tudi pripadnost Republiki Sloveniji in Slovenski vojski, razum, pogum, integriteta in odločenost. Tako boste kot visoki častniki in nekateri izmed vas, tudi generali, lahko vodili in poveljevali v vseh razmerah, tudi najtežjih. Sedanje politične, gospodarske in varnostne razmere v svetu in naši bližini so zaskrbljujoče. Po desetletjih miru v Evropi poteka na ozemlju Ukrajine srdita vojna. Konflikt se ne zaostruje in se ne umirja. Nobenega zagotovila ni, da se bodo razmere v kratkem umirile, lahko se poslabšajo. Ne gre samo za ozemlje v Ukrajini, gre za vojno, ki zadeva celotno Evropo in ves svet z njenimi gospodarskimi, socialnimi in drugimi konsekvencami. Gospe in gospodje, za lastno varnost smo v prvi vrsti odgovorni sami za svojim nacionalno-varnostnim sistemom. Da deluje, je bilo že večkrat nedvoumno dokazano. Zato ga moramo ves čas nadgrajevati in izboljševati, skrbeti za njegovo učinkovitost in odzivnost na sleherno grožnjo in tveganje. Slovenija ni vojaško ogrožena neposredno, spričo vojne v Ukrajini, ki ni daleč od tod, pa so se vojne razmere, vojaške, če želite, obrambne, poslabšale in temu moramo prilagoditi tudi naše ravnanje. Ob aktivni zunanji politiki miru in ob stalnih prizadevanjih za mir in stabilnost na bilateralnem in multilateralnem nivoju, zlasti v okviru OZN,
ste v Slovenski vojski eden tistih sistemov, ki nam zagotavlja in vzdržuje visoko stopnjo varnosti. Dobra pripravljenost, usposobljenost in izurjenost, ustrezna opremljenost in zagotovljeni pogoji za delovanje Slovenske vojske in celotnega obrambnega sistema so najboljše zagotovilo za odvračanje in zmanjševanje varnostnih tveganj ter hkrati za učinkovito obrambo, če bi bilo to potrebno. Smo del pomembne politične in obrambne zveze NATO. Za vključitev smo se odločili, ker smo se zavedali, da v dinamičnem in konfliktnem svetu potrebujemo zaveznike. Ta okoliščina nam zagotavlja pomembno podporo takrat, če bi bilo varnostno ogrožanje večje, veliko in bi potrebovali pomoč. Enako velja, ko potrebujejo pomoč drugi v zavezništvu. Zato moramo biti pripravljeni in odgovorno prevzeti svoj delež obveznosti. Pripadniki Slovenske vojske uspešno sodelujete pri izvajanju nalog skupne obrambe v okviru zavezništva, tako v Latviji kot na Slovaškem opravljate pomembne naloge odvračanja in s tem ne varujete samo varnost teh držav, temveč vseh članic vključno Slovenije. V Slovenski vojski ste v zadnjih desetletjih naredili pomembne korake v razvoju in usposobljenosti. Na to smo zelo ponosni. Ne moramo pa kot nikoli spregledati nekaterih pomanjkljivosti in slabosti. Z njimi se moramo hitreje in odločneje soočiti in odpravljati, da si gre za organizacijo, vodenje in poveljevanje, kadre, opremljanje, zagotavljanje ustreznih sistemov, opreme in infrastrukture. Skratka, postopno in proudarno moramo odpravljati pomanjkljivosti, ki slabijo uspešno delovanje in opravljanje temeljnega poslanstva vojske, obrambe države in zaščite ljudi. Od slehernega pripadnika Slovenske vojske upravičeno pričakujemo polno angažiranje. Od častnic in častnikov kompetentno vodenje in poveljevanje enot, od najvišjih poveljnikov pa tudi jasne, argumentirane in premišljene predloge, s katerimi boste strnili in motivirali pripadnike in pripadnice Slovenske vojske. Tistim, ki odločajo pa ustrezne podlage za odločanje o zagotavljanju pogojev za izvajanje vašega poslanstva in opravljanje konkretnih nalog. Za odličnim upravljanjem nalog in lastnim zgledom boste najboljši motivatorji za vstop mladih v Slovensko vojsko. Ne le v profesionalni del, tudi v rezervni sestav, ki je pomemben bolj kot o njem sicer pogosto govorimo in to je ena od ključnih nalog. Na drugi strani moramo tisti, ki smo za to odgovorni, zagotoviti Slovenski vojski pogoje za izvajanje teh zahtevnih nalog. Tu zaostajamo. Vedno znova se vračamo k istim delom, pa čeprav je bil že pred časom opravljen temeljit premislek in pripravljena bela knjiga, kasneje resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 in na podlagi te srednjeročnih programov. V razvoju se moramo vedno poglobljeno pogovoriti in dogovoriti, ter seveda potem dogovore uresničevati. Te strateške odločitve ne zavezujejo zgolj ene vlade, ampak na nek način zavezujejo našo državo. Spremembe so potrebne takrat, če razmere, grožnje in tveganja, če se te bistveno spremenijo. Ker moramo za razvojem in modernizacijo naprej in ker Slovenska vojska mora biti pripravljena za nacionalno obrambo in zagotavljanje kolektivne varnosti, sem tak dokument podprl in tudi predloge za investicije. Ob tem se danes verjetno ne morem izogniti niti sklenitvi, niti odstop od pogodbe o nakupu bokserjev. Zavzemam se za nabavo kvalitetnih, za delovanje primernih in za vojake varnih bojnih vozil. Pred in na samem poročanju o pripravljenosti Slovenske vojske sem dobil vaša zagotovila, da so bojna vozila Boxer optimalna. Zato nisem imel pomislekov, da nakup podprem. In tudi sem ga. Na podlagi poročila notranje revizije Ministrstva za obrambo izhaja, da sicer ostajajo nekatere slabosti v postopku, vendar nezakonitosti niso bile ugotovljene. Vtis je, da je bila odločitev o tem,
da se zdaj ne kupuje vojaške opreme, politična odločitev nove vlade, ki je sicer iskala razlog za njo v notranji reviziji, ki ga pa ni našla. Zato je pač ostalo pri politični odločitvi, ki je bila že prej napovedana s koalicijsko pogodbo. Slabost odločitve, ki je seveda v pristojnosti vlade, je, da nima prepričljive alternative. Gre za tvegano odločitev iz varnostnega vidika, iz političnega vidika naših zavez do zavezništva in morda tudi iz finančnega vidika. Kako se razmere v svetu ne nazadnje spreminjajo, nam kaže tudi dejstvo, da sta dve dolga desetletja tradicionalno nevtralni državi zaprosili za članstvo v zvezi NATO. O tem nas prepričujejo povečana oboroževanja naših zaveznic, investicije v njihove vojske, kot jih doslej nismo poznali. Vse to nam govori, da smo se znašli v nekem novem času, že prej sem dejal, Slovenija ni neposredno vojaško orožena, zavezništvo NATO ni vpleteno v vojno v Ukrajini, vendar pa se je zaradi vojne v Ukrajini, zaradi njenih številnih konsekvenc, med drugim seveda Slovenija, tako kot druge zaveznice Ukrajino podpirajo in pomagajo, koliko je to mogoče, so se seveda poslabšale in to moramo razumeti tudi, ko razmišljamo o vprašanjih, ki so povezane z investicijami na vojaško področje. Ne povem, tudi sam sem vodil vlado v času, ko se je napovedovala in potem razvila huda socialna in gospodarska stiska. Razumem vedno v politiki to skušnjavo, ki se pojavi vsakič, ko se napovedo z tega vidika slabši časi in se razmišlja o tem, kje vzeti, da bi se okrepilo socialno stabilnost države, vse to razumem. Vendar pa moramo vsi skupaj razumeti, ali to hočemo ali ne, da so se razmere v svetu, tudi vojaške, obrambne, če želite, poslabšale in da moramo imeti, ko gre za investicije na to področje, to pred očmi. Ne moramo reči, da se bomo sami zaradi investicij, recimo v okrepitev socialne varnosti, kar je absolutno legitimna in nujna odločitev, seveda odpovedali investicijam v zagotovitev vojaško opremo in sposobnosti vsega tega, kar od nas pričakujejo zavezniki, češ da bodo oni namesto nas opravili te obveznosti. To niti ni pošteno, niti ni del pogodbe, ki smo sprejeli, ko smo vstopili v zvezo NATO. Slovenija mora biti verodostojen partner v tej zvezi. Tukaj ne gre za zahteve NATO, ampak gre za zahteve, ki smo jih mi sprejeli zaradi naše varnosti. Mislim, da to vaš čas nekako na nek način podcenjujemo ali pa ne razumemo v celoti. Na koncu bi rekel, da je obramba države strateško vprašanje, da moramo storiti vse za to, da vsi sistemi, ki zagotavljajo obrambo, nacionalno varnost, delujejo in da so pripravljeni za izzive, ki jih poznamo danes ali bi se utegnili pokazati jutri. Časi so zahtevni, nikakor pa ne rečem na koncu, take narave, da jih Slovenija 30 let potem, ko si je za svojo vojaško silo zagotovila neodvisnost, ne bi svojimi znanjem, izkušnjami, z vsem, kar premoramo, sami in skupaj v zavezništvu, da ne bi znala nasloviti teh vprašanj. Tukaj se mi zdi, da še enkrat več, kot predsednik republike, kot vrhovni poveljnik obrambnih sil, lahko pokličem k enemu skupnemu premišljevanju vsega, kar se dogaja okrog nas in z nami v tem. To so stvari, ki zahtevajo nek nacionalni konsens. Do njega ni mogoče priti zlahka, do njega nikoli, tudi pri takih težkih vprašanjih, ne vodi kraljevska pot, vendar se zanj moramo truditi nikoli, ko smo se navadili iz naše preteklosti, nas ne smejo pričakati, recimo, zahtevni časi, v katerih bi bile med nami razlike bolj velike od tistega, kar nas seveda združuje in povezuje. Skratka, kljub temu, da so časi pred nami zahtevni, tako socialni, gospodarski, žal
zaradi vojne v Ukrajini in njih posledic tudi zahtevnejši v varnostnem smislu. Ni razloga, da bi nas bilo strah, so pa seveda glede tega neke dolžne skrbi, ki jih moramo kot ljudje odgovorni vsak na svojem mestu razumeti, se o njih pogovarjati, o rešitvah zanje, najti skupne rešitve. Novim častnikom in častnicam, ki prejemajo danes priznanja za končanje generalštabnega šolanja, želim, da bi bili svojim nalogom kos, imate znanje. Razumem, da ste v času vaše kariere in tega šolanja dodatno izostrili vaše vrline, tako človeške, čisto značajske, kot tudi tiste povezane z znanjem za vodenje. Kot vrhovni poveljnik vam čestitam, vam rečem, da vam pri vašem delu zaupam, tako kot Slovenski vojski zaupa tudi slovenska javnost, računajoč na to, da bo pomagala kadarkoli, kakorkoli bo to potrebno in poslej tudi nikoli ni razočarala. V tem dobrem, lepem, se mi zdi, tudi iskrenem upanju, da bo tako tudi v prihodnje, želim tistim, ki boste od danes naprej prevzemali nove naloge, da jih prevzemate z nekim ponosom in z nekim zavedanjem, da opravljate naloge, ki je nihče drug namesto vas ne more, da se pri tem v celoti na vas zanesemo in, kot sem prej rekel, opravljate te naloge tudi z nekim posebnim zadoščenjem. Hvala za vašo pozornost.